Kot bi se odprla vrata v drugo dimenzijo, kot da bi prišli vesoljci ali pa se nam približala neznana galaksija. Tako so očividci opisovali prizor, ki je sinoči pretresel velik del sveta. Svetlo spiralo na nebu so opazili v vsej Evropi. Hitro pa se je izkazalo, da je delo človeških rok, da gre za sled raketnega goriva. Mnogi so si oddahnili, a strokovnjaki opozarjajo, to bi nas moralo skrbeti bolj kot leteči krožniki. Janez Usenik. Začudenje pa tudi strah. To je ta pojav na nebu povzročil pri ljudeh, predvsem v Rusiji, kjer naj bi ga opazili prvi. No, tudi pri nas so o zelo nenavadnem prizoru poročali z vseh krajev. V večernih urah so iz Cape Canaverala izstrelili eno vojaško misijo. In to na raketi zasebnega podjetja SpaceX. Podrobnosti misije so skrivnost, a prav sled na nebu pove veliko. Plovilo se je vrtelo, kar pa kaže, da je v orbito poneslo več domnevno vohunskih satelitov. V tem primeru se raketa tako prekopicuje. Prekopicuje se zaradi tega, da zaporedni sateliti ne bi slučajno trčali eden v drugega. Pri tem pa so bili kar nenavadno potratni. So ga preveč natovorili, končno je šlo za ameriški vojaški izstrelitev, vojaški satelit. In tam seveda verjetno glede stroškov ni takih težav, malo več goriva se vedno da sabo peljati. In to gorivo so enostavno spustili v vesolje. Tam je zmrznilo in obsijalo ga je sonce. Ne bom rekel, da je lepo za pogledati, ker je grdo za pogledati in ni zelo ekološko. Takšnih preplakov ali zmet je vse več, kajti nebo je čisto drugačno, kot je bilo še pred nekaj desetletji in satelite lahko vidimo vsak dan. Včasih dejansko vidimo svetlo pikico, ki potuje po nebu, potem pa zgine, ker gre satelit dejansko v zemljino senco in ni več osvetljen. In marsikdo potem misli, da je pa videl spet neko vesoljsko ladjo. Potem sta tu dva izredno svetla. Mednarodna vesoljska postaja in pa kitajska vesoljska postaja. Pa sateliti Starlink, ki potujejo v formaciji, vse to je zemeljska tehnologija. Zato lahko Will Smith in Tom Cruise mirno spita, ne potrebujemo ju še, a ostali morda ne bi smeli spati mirno. Vesoljci ne grozijo Zemlji, grozijo pa zemljani vesolju. Potem, ko smo dobro zasmetili naš planet, se zelo podobno obnašamo v njegovi soseščini, sploh odkar so tja šli milijarderji. Smo imeli tam približno 300 takih bolj masivnih satelitov leta 2019, zdaj se bližamo številki 8000. Seveda, za laika je to zanimiv pogled, ko pogledaš v nebo za kakšnega astronoma, ki pa želi pogledati kam globlje v vesolje, so pa te zadeve zelo moteče. Pa tudi prej ali slej bo začelo prihajati do trkov med sateliti in vsaj ogromne škode. Dobra mednarodna pravila o uporabi vesolja bi bilo tako nujno sprejeti, a se bo v realnosti težko dogovoriti. In sledi na nebu nas bodo verjetno še dolgo opominjale na to.